Kot novopečena mamica si zase in za svojo družino želim zdravega in kvalitetnega okolja s pravimi vrednotami. Kot predstavnica ljudske iniciative Moravče pa sem bila priča, kako denar kuje pot nedovoljenim poslom. Tega je dovolj. Dovolj je, da davek plačujejo ljudje s svojim zdravjem in uničenim okoljem. Verjamem, da stranka Vesna lahko prinese spremembe in zato sem sama s ponosom del nje. Za okolje delam 20 let. Vzpostavila sem Zero Waste program, bila sem del štaba referenduma o vodah. Trenutno vodim kampanjo za vzpostavitev kancijskega sistema. 20 let pa poslušam samo o sežigalnicah, ki naj bi bila edina odpadkovna tema in edina možnost. Manj odpadkov, ponovna uporaba, recikliranje, o tem pa poslušam samo to, da se nič ne da, da se ni mogoče nič spremeniti. Pred nami so ogromni okoljski izzivi. Naša prihodnost bo odvisna od tega, ali bomo sposobni udejaniti hitre in inovativne rešitve. Reševanje tako usodnih izzivov prepustiti tistim, ki 20 let govorijo, da se nič ne da, bi bilo preprosto naivno in preveč tvegano. Na področju okoljevarstva delam že 20 let. Politiko sem se odločil priti zaradi tega, ker okoljevarstvena politika ni slišana oziroma nima prvega mesta, kot si zasluži. Sodeloval sem v mnogih mednarodnih projektih. Najbolj sem ponosen na projekt ločenega zbiranja odpadkov na Vrhniki, ki so ga na Zero Waste International prepoznali kot primer dobre prakse, ga prevedli v 9 svetovnih jezikov in poslali po celem svetu. Prve čistilne akcije sem se udeležil 35 let nazaj. Od takrat naprej sem organiziral kar precej čistilnih akcij v svojem kraju. Nazadnje sem pa sodeloval kot eden od organizatorjev akcije Očistimo Slovenijo. Jaz sem gorski reševalec 20 let. Prostovoljec sem tudi v drugih oblikah. In kot prostovoljec že dolga leta gledam, kako nekateri kvarijo to državo. Prostovoljci jo moramo pa popravljati. Mislim, da je čas, da prostovoljci stopimo v politiko in naredimo kaj koristnega. Pri 23 letih sem prevzel kmetijo in dobil svojega prvega otroka. Od takrat se je začel moj boj za čisto Zasavje, za boljšo prihodnost otrok in za to, da bi lahko kot kmet preživel na kmetiji, prideloval lokalno pridelano hrano in se ukvarjal s turizmom. Več kot 15 let je trajalo, da smo dokazali nezakonito delovanje Lafarge cementa in ustavili sežig odpadkov v Lafargeu. Leta 2017 sem zato prejel tudi Goldmanovo nagrado. V politiko odhajam zato, da preprečim norosti, ki dnevno prihajajo iz parlamenta in zato, da bo tam tudi kdo, ki bo solidaren do naslednjih generacij in mu ne bo mar samo do lastnega žepa. Po študiju in nekaj letih dela v Ljubljane sem se 12 let nazaj preselil v Prekmurje, kjer sem si ustvaril družino. Na veliko presenečenja sem ugotovil, čeprav smo vodo v Ljubljani pili iz pipe, da v Prekmurju temu ni tako. Voda ni bila pitna. Čeprav smo obnovili prekmurski vodovod z evropskimi sredstvi, je pa danes problem to, da imamo poleti 22-23 stopinj Celzija vode iz pipe s popolnim okusom po kloru. Želim si, da bi se to spremenilo. Živim v Krajinskem parku Goričko, ker bi naj bilo okolje čisto, pa ni. Pred 12 leti sem se priženil v Kanal. Tam živim s 3 otroci v bližini Salonita Anhovo, zato mi ni bilo vseeno, v kakšnem okolju živim in sem začel skupaj s civilno iniciativo Danes raziskovati, kaj je res. Sosežig odpadkov je popolnoma neprimeren in skrajno škodljiv za zdravje ljudi, posebej na dolgi rok. Želeli smo nekaj spremeniti, a žal izgleda, da zaradi korupcije tako velikega sistema, kot je država, ni možno spremeniti. Zato se pridružujem stranki Vesna. Prihajam iz srednje Soške doline. Doline, ki je zelo onesnažena in že 100 let trpi zaradi azbesta in sosežiga odpadkov. Ta dolina je vključena tudi v zeleno shemo slovenskega turizma. Jaz ne verjamem, da se ta dolina lahko promovira kot okolju prijazna. Kot članica civilne iniciative Danes se že 2 leti borim proti glavnemu onesnaževalcu v dolini. Vesni zeleni stranki sem se pridružila zato, da ta boj lahko končno zmagamo. Praktično celo življenje se ukvarjam z aktivizmom, sem večni aktivist in idealist.
nevladniško delovanje mi je blizu. Zelo me veseli, da so se našli tudi drugi ljudje s podobnim izhodiščem, ki smo v bistvu ugotovili, da se stvari ne da reševati samo na terenu, ampak se jih je treba na nek način lotiti tudi sistemsko. Kajti drugače lahko naša prizadevanja primerjamo svojo pomelišču. S tem se bomo morali soočiti, s tem se bomo morali seznaniti in probati reševati stvari tudi na najvišjih nivojih, se pravi vstopiti v politiko. Zato sem se jaz pridružil Vesni. Odpadke v naravi so me vedno motili. Leta 2009 pa me je povabilo k akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu, dvignilo iz varne službe in šla sem v svet aktivizma. Danes vem, da je aktivizem premalo. Spremembe lahko dosegamo samo v politiki. Zato se moramo dvigniti vsi in aktivno stopati po tej poti resnih sprememb, ki so pač politične. Danes na tem mestu sem že enkrat pozdravljala, ampak zdaj gre za res. Dober dan in lepo pozdravljeni na ustanovitvenem kongresu stranke Vesna. Pozdravljeni vsi v dvorani, kot tudi tisti, ki nas spremljate na zaslonih. Ja, ta aplavz, ki ste ga namenili uvodnemu videu, bi prav gotovo lahko še okrepili ob naslednji novici. Namreč stranka Vesna je že uradno ustanovljena in prvi del ustanovitvenega kongresa, na katerem so zaključili z vsemi formalnimi postopki, je zaključen. Zato iskrene čestitke Vesni. Ob tem dodajam, naj bo prihodnost polna vztrajnosti, odločnosti, prodornosti za dosego vseh vaših plemenitih ciljev. Tako ni naključje, da se je Vesna rodila na tem mestu, v Zagorju ob Savi. Ti kraji imajo močno okoljevarstveno zgodovino, pa ne samo to. Ti kraji imajo tudi močno zgodovino sodelovanja, povezovanja civilnih iniciativ, interesnih združenj, stroke in občinskih služb, v boju za dobrobit prebivalcev in okolja ter narave. Tu so se v boju s kapitalom in kapitalističnimi apetiti združili vsi zagovorniki istih vrednot z istimi cilji. Med njimi je tudi župan Zagorja ob Savi, Matjaž Švagan, in ga lepo povabim na oder. Spoštovana sopredsednika nove ustanovljene zelene stranke Vesna, dobrodošli v Zagorski dolini. Seveda sem vesel in ponosen, da lahko kot prvi župan, uradni politik nagovorim novo parlamentarno stranko v letu 2022, Vesno zeleno stranko. Kot je bilo že omenjeno, da ni slučajno, da ste se zbrali v Zagorski dolini, ki smo v letih 2003 zelo enostavno rekli ne kapitalu, ampak na prvo mesto postavili človeka in pa naravo. Takrat so meni kot politiku in tudi Urošu, ki je bila stranka v postopku, ponujali zlato. Vendar ne osebno meni, ampak kot lokalni skupnosti, ampak rekli smo odločno ne, kajti mi gradimo našo lokalno skupnost Zasavje, Slovenijo na dolgi rok, da bodo naši zanamci rekli, bili so politiki, ki so delali v korist ljudi. In ta 15-letni boj je pokazal, če dela s pravim zagonom, s pozitivno energijo, s poštenim namenom, lahko tudi zmagaš. Kot politik, kot župan, ko smo izvedli tudi ustavno nesporni referendum in z občinskim svetom, nam vsekakor ne bi uspelo, če ne bi bilo civilne iniciative ali obratno.
In tukaj smo našli skupno pot, kot se vi zastavljate danes, ki ste sigurno kamenček v mozaiku zagorske zgodbe o ekologiji, uspehu, pot, da civilna iniciativa vstopi v parlament in se bori za človeka, naravo, seveda s tem povezavi, pa tudi na koncu z kapitalom v narekovajih. Seveda vam želim uspešno pot. Marsikdo mi reče, počakaj župan, ampak kot državni svetnik si pa glasoval za zakon o vodah. Res je, in tudi to sem priznal, v tej 3-mesečni razpravi sem pa spoznal, da ste imeli prav, priznal svojo napako in sledil večini ljudem v slovenskem prostoru. In tudi to je mogoče modrost ali ne posameznika oziroma posameznice v politiki. Želim vam uspešno pot iz Zagorske doline v parlament, s tem tudi v Evropski parlament, in če imate prave namene, prepričan sem jih imate, je vaša pot tlakovana tudi od današnjega naprej v poti, ki sem jih omenil. Še enkrat hvala in vse dobro na vaši poti in uspešno vašemu vodstvu in vsem članicam in članom. Zagor, da gre naprej, naj gre tudi Vesna naprej. Hvala. Lepa hvala gospodu županu. V uvodnem videu smo videli nekaj obrazov Vesne. Ste jih prepoznali? Verjamem, da ste jih in mnogi med vami v preteklosti tudi osebno spoznali, srečali na kakšnih akcijah in bili tudi del te akcije. Obrazi Vesne so ljudje s terena, ljudje stroke, ljudje, ki v slovenski politični prostor vnašajo tisto, kar smo verjetno vsi zelo pogrešali. Našo realnost, naša življenja, izzive, ovire in priložnosti nas posameznikov. Predvsem pa vedenje o tem, kako pomembno je pri reševanju posameznih problematik, pa naj si bodo okoljevarstvene ali družbene, vključiti državljane in državljanke, civilno družbo in na drugi strani stroko. Kako pomembno je vzpostaviti dialog s prav vsemi relevantnimi deležniki. Zato v prve trenutke Vesninega življenja danes stopamo prav s tem dialogom. Na oder najprej vabim predsednika stranke Vesna, Urško Zgojznik in Uroša Macerla, da nas pozdravite s prvimi mislimi ob ustanovitvi. Prosim, pridružite se mi. Ja, hvala Petra za povabilo. Smo rekli, moramo malo tudi te sproščenosti pokazati, ker je politika čist preveč zategnjena včasih. Ampak kakorkoli. Najprej bi rekla hvala vsem za zaupanje, za podporo, brez tega seveda nič ni v življenju. Hvala vsem, ki ste danes z nami, vsem, s katerimi smo se prebijali skozi pretekle mesece, pri vsebini, včasih težkih, zahtevnih razmislekih in snovanju idej. Vedno nas je vodilo to, da želimo nekaj več, nekaj novega, nekaj za prihodnost. Še posebej pa hvala tudi tistim, ki ste hote ali ne hote nam dali spodbudo in nas pognali na to pot. Vesela sem, da smo danes formalno potrdili program, statut stranke, ime, izvolili predstavnike funkcij. Močno se veselim skupnega dela s sopredsednikom Urošem, podpredsednikoma Jasmino Jerant in Klemnom Belharjem, generalno sekretarko Manuelo Korečič, člani izvršnega odbora, sveta stranke in vsemi drugimi. Čas je za to, da se generacijam, ki ne prenašamo pokroviteljskih obljub, peska v oči, lepih besed in podobnih okalupljenih političnih praks, ponudijo rešitve, ki se rodijo na terenu, aktivno, z ljudmi in v skladu z realnimi problemi. Čas je, da očistimo Slovenijo korupcije, manipulacije, ignorance, brezglasja in izkoriščanja. Okoljske teme, ki jih danes mnogi ignorirajo in nagovarjajo politično več ali manj samo pred kampanjami, je treba začeti reševati vsebinsko, takoj, zdaj, sicer lepe prihodnosti ne bo.
Vesna ni stranka ene osebe. Vesna ni ideja ene osebe. V resnici to ni projekt ali želja samo nekaterih. Je odziv na potrebe današnjega časa. To preprosto moramo storiti in to moramo storiti zdaj. Ta država nas potrebuje. Naši otroci nas potrebujejo, prihodnost nas potrebuje. Ljudi, ki hočejo nekaj spremeniti, bi morali tisti, ki mislijo, da se to ne da, pustiti pri miru. Mi ne živimo zato, da apatično gledamo, kako mineva življenje. Rojeni smo tudi zato, da spreminjamo svet na boljše. Vesna zelena stranka je tu zato, da nam vsem pomaga spreminjati svet na boljše. Pridružite se ji. Ja, najprej lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem gostjam, gostom, članicam, članom stranke Vesna, novinarjem, vsem prisotnim preko video povezave in seveda zahvala za dano zaupanje in obljuba, da bom dal vso zasavsko trmo, da naš program, naše ideje, naše želje po pozitivni in pravilni razvoju naše družbe tudi speljemo. Danes je za nas in za me osebno zares en velik dan. Rojena je Vesna, zelena stranka. In to me nadaja z enim veliko srečo in ponosom in seveda tudi odgovornostjo. Več kot 20 let se ukvarjam z okoljskim aktivizmom in v teh 20 letih smo delali ogromno stvari, ki bi jih pravzaprav morala delati politika. In delali smo še več stvari in sanirali stvari, ki nam jih ne bi bilo treba delati, pa smo jih mogli delati zato, ker je narobe delala politika. In lahko rečem samo, da je pač za razvoj družbe potrebno sodelovanje. Sodelovanje civilne družbe, aktivnega državljanstva in politike. Ampak žal, vsi skupaj ugotavljamo, da sodelovanja politike ni. Politika nas vidi kot oviro. In zato je treba to politiko spremeniti. In da je civilna družba danes vse močnejša, da se aktivno državljanstvo jača, pač ni dovolj. To je pokazal tudi zadnji referendum za vode. Poglejmo samo primer. Dva politika se zmenita v 15 minutah na hodniku, da data v nek zakon dva nezakonita člena. In potem mora cela Slovenija 4 mesece garati, da to prepreči. In odgovornim se na koncu ne naredi nič, porabimo enormno energije, porabimo denar za referendum in čez 2-3 mesece poskušajo v naslednjem zakonu z istimi točkami, kot so jih hoteli spraviti v zakonu o vodah, priti skozi. Jasno pokažejo, da se politika ne bo spremenila. In zato tudi odločitev, da gremo v politiko in jo spremenimo mi. Mi smo na nek način neke vrste garancija, Vesna v politiki je garancija, da bojo te obljube, ki jih politiki dajejo pred volitvami, tudi izpolnjene. Pravzaprav že zadnjih 10 let poslušamo ene in iste obljube o okoljski zavesti, o borbi za čisto okolje, zdravo življenjsko okolje, za delavske pravice, enakopravnost, pravičnost, solidarnost, pa se te obljube po volitvah zaprejo nazaj v predale do naslednjega šova pred volitvami. In seveda od tu naprej nastopimo mi in mi smo svojim delom v 15-20 letih povedali in pokazali, da smo pripravljeni delati zastonj za to družbo in da ne delamo tega 15-20 let zato, da bi pobirali smetano, ampak to delamo zato, da se bo ta družba razvila v pravo smer in da bomo solidarni do naslednjih generacij
in tudi naslednjim generacijam pustili upanje. In ravno za tega pozivam vse državljane Slovenije, da se nam pridružijo, ker spremembe ne bomo delali s tem, da bomo pisali neokusne komentarje v družbenih medijih, da bomo šimfali pred televizijo ali za šankom. Spremembe bomo delali tako, da bomo aktivni državljani ali pa bomo aktivno nastopali v politiki. Ob tem pa na koncu vsi odšli na volitve. Hvala. Se veste, da vaju še potrebujem, tako da se lahko kar sedete, prosim. Urša in Uroš sta Vesna. Kdo je še Vesna? Sem to jaz? Si to morda ti? Lahko bi bila. Recimo mene vodijo enake vrednote, čutim enako poslanstvo, želim prispevati. Z Uršo sva sploh velikokrat že sodelovali in vedno znova se najdeva. Zgodovina me pa sicer uči, da Vesna pozna in uveljavlja vzvode, ki pripeljejo do zame koristnih in nujnih ciljev. In tako lahko mirno rečem, ja, tudi jaz sem Vesna. Prepričana sem, da enako čutita tudi naša druga dva sogovorca. Na oder vabim Jasmino Jerant, ki je podpredsednica Vesne, ter Grego Frasa, člana izvršnega odbora in ustanovitelja iniciative Aktivni državljani, ki pa je nastala iz potrebe po uveljavitvi nove paradigme, ki temelji na vrednotah aktivnega državljanstva, odprtega dialoga, strokovnosti in sonaravnosti. Dobrodošla. Urša, začenjam s tabo, tako da kar podaj, prosim, štafetno palico. Ne morem mimo prvega vprašanja. Ti si očistila Slovenijo in to bodo tvoji otroci tudi vedeli in po moje bili veseli, da bodo to oznanili svojim prijateljem. Dobesedno aktivirala si na tisoče Slovencev, da so se vam pri tem pridružili in to večkrat. To ni bil en dan akcije, bila je leta dolga pot, ki je na vsakem koraku, praktično pod vsakim kamnom odkrila še kup in cel kup nesnag. Vsaka je bila in še je svoja bitka, ki ste z ekipo peljali z najrazličnejšimi organizacijami, inštitucijami. Če danes povzameš, kje je gledano okoljevarstveno naša Slovenija, zakaj je tam in predvsem, zakaj se Slovenci tega, milo rečeno, ne zavedamo? Jaz nisem očistila Slovenije. To se mi zdi najpomembnejše poudariti. Čistili smo jo skupaj. In to je nekaj zelo pomembnega. Torej sodelovanje, velike stvari se dogajajo vedno, kadar sodelujemo za isti cilj, skupni cilj, in to je bil seveda očistimo Slovenijo, divjih odlagališč, odpadkov v naravi. Ampak žal je še vedno to najbolj pogosta ekološka, okoljska aktivnost Slovencev, torej čistilne akcije. Zanimivo je, da se ob tem radi slikamo, hvalimo z rekordi, koliko smeti smo pobrali, koliko ljudi je bilo udeleženih, ampak dajmo premisliti. Nekdo odmetava smeti, nihče ga ne kaznuje. Potem pa pride vrsta veselih, dobronamernih ljudi, ki to čisti. To pač ni prava pot. V društvu Ekologi brez meja smo se v bistvu od vsega začetka lotevali stvari odpadkov, načrtno, na drugi strani, tam, kjer nastajajo. Treba je naslavljati potrošnjo, treba je naslavljati, kako lahko ponovno uporabljamo stvari, bolj recikliramo. In tukaj, če pomislite recimo, o čem se pogovarjamo kot družba, pogovarjamo se o sežiganju odpadkov, pogovarjamo se o ilegalnem odlaganju odpadkov, pogovarjamo se o divjih odlagališčih še vedno. Ne pogovarjamo pa se o zmanjšani potrošnji, o ponovni uporabi, o boljšem recikliranju, boljšem ločevanju. Torej, zelo veliko še imamo narediti, pa sva samo pri odpadkih. Pomembno se mi zdi mogoče še to, danes je najpomembnejša tema so podnebne spremembe. Tudi odpadki so lahko način razumevanja, kako lahko prispevamo k podnebnim spremembam. Zmanjševati je treba našo porabo, to ne pomeni, da gremo v jame nazaj, ampak razmisliti, kako živimo. Slovenija je zelena država,
Zares zelenih politik nimamo, niso prisotne, so le floskole ponavadi pred volitvami. In tudi vsi mi kar dostikrat pogorimo na teh lastnih željah. Ostajam še pri tebi. Mlade si že omenila, ampak videli smo, kako se za okolje povsod po svetu borijo mladi, mlajši in bistveno mlajši od naju. Tudi pri nas so mladi za podnebno pravičnost, lahko rečemo, dobro organizirani, vedno bolj glasni in odlični sogovorniki pri reševanju rešitev. Kaj pomeni odgovoriti na njihova pričakovanja, samih nekih zahtev za prihodnost? Jaz se z njimi absolutno strinjam. Treba je zahtevati več, treba si je upati povedati to, kar je do zdaj bilo neizrečeno. Torej, ohranite naš planet, ohranite ga takega, da bodo lahko tudi mladi živeli. In tu jim moramo dati vso podporo. Mogoče še zmanjka malce tega, kako bi rekla, tudi političnega aktivizma v smislu vstopa v institucije politične, mogoče smo pa mi tisti, ki lahko jim odpremo to pot. Skratka, vso podporo, ker dejansko so tista generacija, ki bo vse posledice trenutnih generacij, ki imajo vse odločitve v svojih rokah, najbolj čutila. Predaš. Pričakovati je, Uroš, prihajam nate, da se bodo okoljske tematike v prihodnosti stopnjevale. Že danes sta odprti dve pomembni temi. Urša je že omenila sežigalnico, jedrska energija, za kateri pa je očitno, da sta ponovno obravnavani skozi vidik kapitala in ne dejanske problematike. Zakaj je temu še vedno tako? Ja, zdaj, če samo pogledamo naš primer Lafargea in zares en šolski primer korupcije, sodelovanja multinacionalke s politiko, ki se je vlekla, cirka 10 let, na račun zdravja ljudi, na račun okolja in na koncu za ogromno dela, za ogromno sodelovanja lokalne skupnosti in ekokroga, plus drugih okoljskih organizacij, ki so nam pomagale. Na sodišču dokažemo vso krivico, jim odvzamemo okoljevarstvena dovoljenja in nikomur se nič ne zgodi. Naredili so milijonske dobičke na račun našega zdravja, nikomur se ni nič zgodilo. In to je samo en pokazatelj, kam lahko pride korupcija v naši politiki in da v naši politiki in v naši državi ni rešeno, da se korupcija plača, da se kaznuje, da se sankcionira. In Vesna misli s svojo politiko to spremeniti. Odgovarjati je treba za takšne stvari in jih preprečiti. In seveda, da ne bo kdo razumel, da hočemo uničevati gospodarstvo, daleč od tega. Za nas ni gospodarstvo sežiganje odpadkov, uničevanje okolja in slabo plačana delovna mesta. Mi imamo svojo prihodnost v zelenem gospodarstvu, v kvalitetnih delovnih mestih in tu moramo iskati rešitve in tu bo Vesna tista, ki bo poiskala rešitve za naslednje rodove. Hvala. V zadnjih letih tudi vztrajno raste energetska revščina. Gregor, prehajam nate, pa vidim, da že imaš mikrofon. Ta je v Sloveniji nadpovprečna in pričakovati je, da se bo z zdajšnjimi dvigovanji cen še poglobila. Vlada jo rešuje s hipnimi obliži, kot lahko vidimo z vavčerji. Vaša iniciativa je v letih korone na družbenih omrežjih začela vzpostavljati nekakšen model povezovanja, združevanja civilne družbe. Kaj bi rekel, kako se lahko aktivni državljani vključijo v razprave, kot je na primer energetska revščina sama? No, nekdanji ameriški predsednik John F. Kennedy je rekel, ne sprašuj se, kaj lahko država naredi zate, ampak kaj lahko ti narediš za državo. Se pravi, čas je, da se začnem spraševati tudi samo sebi, kaj lahko jaz naredim za svojo skupnost, v kateri gibam, kako lahko pomagam. In v resnici, če se pogovarjamo o energetski revščini, se moram na drugi strani vprašati tudi o lastni energetski potratnosti. Kaj lahko jaz v svojem življenju naredim za to, da to znižam, ker je tudi to del problema energetske revščine. Tako da pomembno je, da se zavedamo te lastne moči, ki jo imamo pri spremembah, ne da prepuščamo spremembe nekom drugim politikom, strankam in tako naprej, ampak da se zavedamo, da lahko tudi sami z dnevnimi dejanji vsak dan nekaj prispevamo za boljši jutri. In zavedati se moramo te moči in tudi hkrati prevzeti neko odgovornost, ki iz te moči izhaja. Je to mogoče preprosto, da ugašamo luči?
Tako, da ki gorijo po nepotrebnem. Natanko to, da se vozimo s kolesom, da ob vsaki energetski porabi razmislimo, kaj bi lahko prihranili, kaj bi lahko zmanjšali. Urša. Vesna je nastala iz civilne družbe, pomembno je reči od spodaj navzgor, zato še posebej dobro razumeta, kaj to pomeni in kakšna je vrednost tega. Poleg seveda zelo konkretnih rešitev na področju okolja, reševanja vseh problemov, ki jih danes družba ima in smo jih zapisali v program, torej v sodelovanju z nevladniki, organizacijami, ki so pač strokovnjaki na tem področju, se nam zdi naslednja pomembna stvar to sodelovanje. To, da se vključuje nevladne organizacije, civilne iniciative, posameznike, strokovnjake v procese odločanja, zelo pomembno. Ker danes delujemo po modelu, nekdo napiše zakon, ga da če je le, v neko javno obravnavo, včasih tudi samo par dni in potem se zakon pač sprejme. To pač ni način vključevanja ljudi. Zato si bomo zelo prizadevali za neke trajne, resne modele sodelovanja nevladnih organizacij in politike. Tu mi razumemo demokracijo dobesedno. Jasmina, naposled prihajam do tebe. V svojem družbenem raziskovalnem delu raziskuješ, da bomo vsi vedeli, blaginjo mladih. To, kaj njim pomeni dobro življenje in mi, ki smo že malo starejši, pozabljamo. Generacije, ki prihajajo tudi na odločilna delovna mesta, imajo vrednote in željo po življenju, ki bo sozvočil z naravo, ki bo socialno pravična, enakopravna za vse. A to življenje danes težko realizirajo. Ja, res je. Mladi v bistvu vsi želijo trajnostne prihodnosti in to tako v smislu na eni strani odnosa do okolja, kakor po drugi strani tudi kar se tiče družbe. In če mlade vprašamo, kaj si predstavljajo, kaj si želijo, se v bistvu pokaže, da hlepijo po socialno pravični družbi, ampak če se pogledajo okrog sebe, jim je hitro jasno, da smo daleč od tega, kljub temu, da na deklarativni ravni ne bi bilo tako. In tudi, če pogledamo na ravni Evropske unije, je med mladimi od 15. do 24. leta v tem razponu predvsem to je družbena skupina, ki je najbolj ogrožena za revščino in socialno izključenost. In zdaj v zadnjem času vemo, da zaradi covida oziroma zaradi epidemije se je njihova situacija še drastično poslabšala, tako ne samo v sedanjosti, tudi za prihodnost. Poleg tega pa morajo v bistvu mladi nositi breme podnebnih sprememb. Tisto se pravi, kar bomo pustili dediščino, je to, kar bomo mogli oni reševati. Tako da res nimajo dobrih, bom rekla, tal za prihodnost. In zato mora biti prihodnost, če naj bo za mlade prihodnost zelena in družbeno pravična in če ne, je sploh ne bo. Tako da, če jih vprašamo tudi, naprimer, kaj si želijo, zato jih moramo vključiti na način, kako se deluje in tudi v Vesni je ta plan, da se z mladimi povežemo, da jih vprašamo, če si želijo jih prisluhniti, kakšne so njihove težave in tudi konkretne primere, kako si predstavljajo socialne politike in različne rešitve za položaj, ne samo njihov, ampak tudi družben. Predvsem pa moramo seveda tle paziti prav na to, da gre za to, da moramo biti solidarni in to pomeni medgeneracijsko solidarnost. Brez medgeneracijske solidarnosti bomo težko se premikali naprej. Uroš, na temo mladih in programa Vesne? Lahko rečem samo to, da danes, če pogledamo mlade, kaj jim sledi, najprej verjetno ali prekarno delo, ali pa mogoče, če dobijo službo, potem težki krediti za to, da rešijo svojo stanovanjsko politiko, družino, da si ustvarijo družino in jaz mislim, da so tu mladi res v eni veliki zagati in potrebno je reševati najprej stanovanjsko politiko, zaposlitveno politiko, jim omogočati, da jim inštitucije stojijo ob strani, naprimer tudi pri zaposlitvi, da jih prva leta razbremenimo pri davkih, da jim pomagamo, da naredijo prve korake in država mora zaupati v njih in jim dati možnost. Pravzaprav, brez da jim damo možnost in da jim omogočimo, se tudi mladi ne morejo dati od sebe tistega, kar bi radi dali in ne morejo dati svojega potencijala, ker jim ta družba in ta politika dejansko tega ne omogoča. In politiko je treba tako spremeniti, da je pač omogočimo, da dajo mladi svoj potencijal. Je mogoče to tisto, kar bi si ti želel, kot si bil mlad? Ja, seveda, pravzaprav na nek način, jaz sem bil v drugih časih mlad, jaz nisem več tako mlad.
Ampak, če pa danes gledamo, ne, jaz sem takrat imel to srečo, da sem imel službo drugi dan, da sem se lahko zaposlil, da sem imel stanovanje doma, pa pravzaprav potem začel zidati in delati, ne. Ampak današnje razmere so pa povsem nekaj drugega, ne. In tega mogoče se moramo malo bolj zavedati. Tega se moramo zavedati in seveda, kaj je treba? Treba komunicirati z mladimi. Ne, da v bistvu, da jim dajemo neke rešitve, za katere jih nihče nič ne vpraša. Če se z mladimi ne komunicira, potem bomo težko najdli prave rešitve za njih in tudi težko zares ugotovili, kaj jih teži. Jasmina, ostajam pri tebi. Deluješ na področju ženskih pravic. Covidna situacija in podnebne spremembe, ki si jih že omenila, dodatno ogrožajo še eno družbeno skupino in to smo ženske. V političnem programu Vesna ste avtorji in avtorice opozorili na 3 polja enakosti spolov. Na neprekinjen boj za opolnomočenje, epidemijo in podnebne spremembe. Ja, res je. Nažalost, v sodobni čas je ena taka ironična situacija, da se kljub temu, kar smo ženske dosegle skozi boj za svoje opolnomočenje in enakopravnost, se naše neenakosti poglabljajo. Eden od temeljnih razlogov, vsaj v Sloveniji, je prestrukturiranje socialne države zadnjih 30 let. Zdaj pa se je v bistvu poslabšal položaj žensk še zaradi epidemije. To se vidi potem, da se je poglobila plačna vrzel med spoloma, povečalo se je nevidno delo, povečalo se je alarmantno družinsko nasilje na podlagi spola in femicidi. Poleg tega pa moramo tudi opozarjati v bistvu na splošno povečevanje revščine v državi. In ta je zelo močna in zelo huda na različnih, bom rekla, skupinah, in to so ženske po 65. letu, enostarševske družine in pa tudi samska gospodinjstva. In zato bi rada poudarila, ker pač kot raziskovalka, nisem samo raziskovalka blaginje mladih, ampak tudi raziskovalka univerzalnega temeljnega dohodka, da se bomo v Vesni, smo si zadali in tudi v programu smo označili, borili za neko obliko uveljavitve oziroma vsaj iskanje različnih načinov uveljavitve univerzalnega temeljnega dohodka, ker verjamemo, da je, oziroma trdimo, da je UTD eden pomemben za doseganje družbeno pravične prihodnosti. Zato bomo te sile in delovanje usmerili v iskanje in neke možne najbolj optimalne oblike za slovenski prostor. Kar se pa tiče podnebnih sprememb, če še to naslovim, da v bistvu študije kažejo, da je rešitev za uspešno ukrepanje tako na področju podnebja in varstva in varovanja okolja prav ekonomsko, družbeno in politično opolnomočenje žensk. Urša, še na to temo mogoče? Kakšno besedo, 2? Ja, ženske imajo svoje pravice, ki pa tudi pešajo. Pravice niso samoumevne. Epidemija je te razlike med spoloma povečala. Kot omenjeno, podnebne spremembe jih povečujejo in zopet počasi prihajamo v to, da se bo potrebno pogovarjati o vlogah moških in žensk v družini in v družbi. Mi mislimo resno z vključevanjem žensk v procese odločanja, v procese stranke in to je naša zaveza. Plačna neenakost je tudi ena tema, včasih se z njo hvalimo celo, ampak tudi tukaj postajajo vse večje razlike. Epidemija je pa jasno pokazala, da socialni in zdravstveni sektor sloni in pade danes na ženskah. Torej tu je potrebno še marsikaj postoriti. Gregor, se vračam k tebi. Pogled, ki izhaja iz posameznika kot družbenega bitja v odnosu z naravo in vsem, kar ga dejansko obkroža. Kot posameznika, ki želi biti opolnomočen, si želi kakovostno šolstvo, razvoj znanosti, pa tudi uživanje v kulturi, umetnosti. Ravno včeraj je bil naš praznik. Gre reševanje aktualnih, res akutnih težav na tem področju zaupati tistim, ki so jih povzročili, ali lahko reši res samo nekdo to dejstvo, ki bo do problema pristopil z distanco in izkušnjami realiziranja tega rešitev. Je to denimo Vesna? Ja, resnici na ljubo moram reči, da meni niti ni tako zelo pomembno, kdo je te probleme povzročil. Bolj je pomembno, kdo jih lahko reši. In kar se tega tiče, je odgovor v bistvu vsaj zame zelo optimističen. Rešitev sem jaz. In ti, in ti, in ti, in ti, in vsi mi. In v tem smislu vidim tudi Vesno kot neke vrste dinamično in pa raznovrstno skupino ljudi, ki se tega zavedamo,
ki se zavedamo, da smo rešitev mi in da če stopimo skupaj, če prevzamemo to odgovornost, bomo tudi začeli težave reševati. Hvala. Če povzamem, Vesna je stranka, ki iz desetletij gašenja požarov, popravljanja škode, ki so jo povzročile nepremišljene odločitve vlade, vstopa natanko tja politiko z namenom, da prepreči, da bi do požarov sploh prišlo. Za prve tri, ki tukaj sedite ob meni, sprašujem, kakšno vlogo si kot stranka želite imeti v parlamentu samem? Sigurno ne vidimo parlamenta kot edinega načina uveljavljanja vseh naših idej, ukrepov, programa. To je seveda institucija, kjer se pač sprejemajo krovne odločitve in tja želimo ponesti naš program, torej naše zahteve, naše ukrepe, vrniti vsebinsko debato na način, da bo pač ta debata spravljiva in v iskanju rešitev, ki bodo dobre za vse, ne samo za nekatere. Hvala. Ja, mi v politiko odhajamo zato, da bomo ne tako kot večina politike delali za ljudi, ampak delali z ljudmi. Jaz mislim, da je tu velika razlika, ker ogromno krat vidimo, kako politiki pravijo, da bojo delali za ljudi, delajo za ljudi, potem ljudje se temu upirajo, nasprotujejo, se ne strinjajo, ampak politika odgovarja, ja, mi že vemo, kaj je dobro za vas. In tu jaz mislim, da je velika napaka politike. Politika more več delati z ljudmi in naš cilj je in naše korenine so iz civilne družbe. In mi iz tu izhajamo in mi bomo ta vez, civilno družbo, mladino in to vez prenašali v politiko. Jasmina? Ja, jaz mislim, da je ena stvar, ki si jo želimo, da bi jo prinesli sabo in jo vzpostavljajo tudi kultura dialoga, da ena druga poslušamo, da se ne obkladamo z bedarijami, ampak da znamo se pogovarjati, da imamo kulturni dialog. Bi pa rada poudarila, da kulturni dialog ni samo to, da se govori pravilno slovensko, kakor lahko tudi slišite. In mislim, da je mogoče tudi cajt, da ni nič narobe s tem, če se govori po domače, če se govori v dialekti. In tudi v stari Grčiji, na katero se rado sklicujemo, kako je zibelka evropske demokracije, je veljalo in je bilo pravilo, da so mogle javne osebnosti in politiki govoriti v dialekti. Mislim, da se lahko tudi znotraj Vesne prekinemo v bistvu to neko verigo, da moramo govoriti neko centralizirano slovenščino, ker konec koncev v Vesni smo ljudje iz cele Slovenije in alora bom rekla tako, govorite po domače. In ker ni kultura, ker kultura dialoga ni to, v bistvu v katerem jeziku ali pa dialekti govorite, ampak je kultura dialoga to, kaj imate zapovedati in na kakšen način. Tako da jaz upam, da nam bo uspelo v Vesni tudi to. Lepo, jaz dvomim, da moram posebej povedati, iz katerega kraja na Štajerskem prihajam. Gregor, isto vprašanje zate? Se bom navezal na Jasmino, štek je to, ne? Drugače pa jaz verjamem, da Vesna v parlamentu ne bo uspela pritegniti k sodelovanju samo političnih strank, ampak tudi državljane, jih aktivirati, jih narediti aktiviste. Vesna to zna, ljudje, ki jo ustanavljamo, smo do zdaj to dokazali in verjamem, da nam bo tudi v parlamentu to uspelo. Tako da več ljudi, več neposredne demokracije v parlamentu in mislim, da bo prihodnost svetlejša. Žal pa, moram reči, je tudi danes čas naš vladar. Zato moram ta pogovor pripeljati počasi k koncu. A s tem se dialog šele začne. Redno bo tekel na družbenih kanalih Vesne ter v vseh ostalih priložnostih v živo. Vidva ostanita z mano, vama se pa zahvaljujem. Stopimo za trenutek še izven meja naše države. Zeleno politično gibanje, ki je v Evropi preraslo v močno silo, spreminja izgled mest, kmetijstvo, promet, razumevanje socialne in stanovanjske politike ter položaj mladih v današnji družbi. Zeleni val je tako prevzel Evropo, držim pesti, da bo tudi Slovenijo. Zelene politične stranke delujejo v 8 vladah v Evropi, ste vedeli? Predstavljajo 4. največjo politično skupino v Evropskem parlamentu, zeleni progresivni župani vodijo vse več evropskih mest, tudi okoli nas, v Zagrebu, Budimpešti in deloma tudi Dunaju.
Zato je imeti podporo evropskih zelenih, kot jo ima Vesna, izjemno popotnico. Dajmo si skupaj pogledati, kaj so mednarodni kolegi zaželeli Vesni ob sami ustanovitvi. Every country in Europe needs a progressive green party. Every country in Europe needs a progressive green party. Every country in Europe needs a progressive green party. Every country in Europe needs a green party. Every country in Europe needs a green and progressive party. Every European country needs a progressive green party. Every country in Europe needs a green progressive party. We as Greens don't only fight against climate change and for global justice, we're also taking very strong stands against corrupt leaders. Climate change, environmental crisis, it's here now and it needs green solutions. It has taken quite a long time, but finally Greens in Europe are represented in more and more governments. Slovenia still has a magnificent structure in agriculture, a lot of small and medium-scale farms. Let's make sure to keep these farmers on the land, to keep the jobs in the rural area. We can establish a social ecological market economy for the common good in Europe that reconciles prosperity with sustainability and justice and serves the people. We love trees. We love the environment. I love mountains. All of this, Slovenia has enough of it, but don't take it for granted. We need to make sure that it stays that way. So, Vesna. Vesna. We fully support Vesna. Vesna, as a true green party in Slovenia, has our full support and we will work closely together. And I'm looking forward to see it grow. Vrata v Evropsko družino zelenih strank so nam tako na široko odprta. Se strinjate po vsem, kar smo lahko videli in slišali? Partnerji, prijatelji, župani ter ministri evropskih vlad so pripravljeni, da odpremo skupne projekte. Oba vabim, da se mi pridružita. Vesna kot edina stranka v Sloveniji torej lahko rečemo mirno uživa polno podporo evropskih zelenih. Kaj vama to pomeni? In kakšno je dosedanje vajno sodelovanje z njimi? Ta podpora sigurno ni samo zdaj v času volitev, sloni na dolgotrajnem delu, 10-20-letnem. To delo je bilo videno in opaženo, seveda pa tudi nekaj let, moram reči, tesneje sodelujemo, smo postali celo prijatelji, obratno pa moram reči, da so kar nekakšen vzor. Njihova podpora je v prvi vrsti moralna, v drugi, še bolj pomembno pa tudi vsebinska. Meni osebno pomeni ogromno. Evo. Jaz sem rekla, moram to povedati, ker sem bila enkrat na tem njihovem dogodku in se pogovarjala z ljudmi in ugotovila, da so to poslanci Evropskega parlamenta, ki so se pogovarjali z mano, kot da se poznamo že lep čas. Torej, takrat sem si rekla, politika je lahko tudi nekaj drugega. Ja, in jaz osebno lahko samo rečem, ja, to, da nas tretirajo kot edino pravo zeleno stranko v Sloveniji, to, da nam dajo takšno podporo, to je pač dejstvo, da so videli, da se mi nismo prebarvali na zeleno za potrebe volitev 15 minut pred volitvami, ampak so videli in poznajo naše delo in to je rezultat našega 15-20-letnega dela in nam predstavlja ogromno moralno podporo in na nek način tudi strokovno pomoč v vsakem primeru, ko bomo iskali rešitve za določene probleme, se lahko obrnemo na njih in nam bojo svetovali ljudje, ki so v najmočnejših vladah evropskega gospodarstva in lahko dobimo dober nasvet. Zdaj se bom jaz malo umaknila, beseda je vajna. Ja, in seveda zdaj mogoče tudi, da povabimo na oder še naše goste in seveda stranki na pot so nekaj besed želeli povedati še nekateri drugi posamezniki. Najprej pa na oder vabim gospoda Marka Funkla, župana Hrastnika in koordinatorja kluba neodvisnih župan in županov. Spoštovani
članice, spoštovani člani, spoštovani aktivisti, aktivistke, strokovnjaki, strokovnjakinje, med vami danes čutim to čast, da lahko vas pozdravim v imenu Kluba neodvisnih županj in županov. Rad bi se najprej zahvalil za povabilo in hkrati bi želel stranki veliko poguma, veliko pokončnosti in da vztrajate na tem, kar v resnici že počnete. Tisto, kar je posebej potrebno poudariti, Urošam in z Uršo sem sodeloval pred leti, ko nisem bil župan, sodelujem zdaj, ko sem župan in verjamem, da bomo dobro sodelovali tudi na poti političnih zmag. Prepričan sem, da je to ena takšna alternativa, ki jo Slovenija resnično potrebuje. Kot je bilo rečeno v videu, Slovenija potrebuje zeleno, progresivno in napredno stranko. Jaz verjamem, da je z današnjim kongresom tudi dobila na političnem parketu, kjer je zelo veliko populizma, zelo veliko praznih programov oziroma programov, ki so v resnici samo na papirju, verjamem, da lahko Vesna ponudi veliko vsebine in verjamem, da bojo tudi mediji znali pravilno reproducirati vaše vsebine in da bo tokratna kampanja v resnici pogovor o naši prihodnosti. Jaz sem prepričan, da lahko veliko ponudite in da lahko z ekipo in z jasnimi koraki greste naprej v nove zmage. Hvala. Naslednja sogovornica se bo pridružila preko aplikacije Zoom. Je pisateljica, publicistka, novinarka, pa tudi soustanoviteljica in predsednica Gibanja za trajnostni razvoj. Gospa Manca Košir. Lep pozdrav vsem. Tudi v mojem srcu biva Vesna. Vesna je slovanska boginja pomladi, ki so jo slavili, ker je vsa zelena pregnala zimo in smrt. In zdaj je Slovenija v tem položaju in pod to vlado v zimi. In mi potrebujemo zeleno Vesno na vso moč, ker to je naše upanje. Zato sem jaz z veseljem poslušala, kar ste povedali, in tako mi je všeč, da poudarjate, da Vesna raste, kot raste drevo, od spodaj navzgor, iz zemeljskih korenin. Če nismo zasidrani v svoje korenine, v zemljo, drevo ne zraste ne visoko, ne široko. In takale so zdaj ta drevesa, ki bodo padala, kajti prišel je čas nove paradigme. In ta paradigma se prav kaže na principih, ki jih uveljavljate vi. Imate yin in yang celoto, moški, ženski princip skupaj, predsednico in predsednika, podpredsednico. Imate glas žensk podčrtan pravilno, ker ženske so še vedno strah božji zgleda, tudi v Sloveniji. Tako da super. In za vas prav slišim 3S. Sodelovanje, solidarnost in še eno besedo, ki bi jo rada poudarila, ki sem jo tudi v vašem programu prebrala, sočutje. Vesna je sočutna do ranljivih, do bolnih in do starih ljudi, za katere skoraj nikomu v tej deželi ni zares mar. To se je zdaj pokazalo v tej covidni situaciji. To, da bomo imeli dialekte, hurra, bravo, ker to je raznolikost sveta, raznolikost Slovenije, da bomo imeli kmalu različne pokrajine, upam tudi uzakonjene in vse to. Skratka, naj rečem zadnji stavek, potem pa prepustim besedo ljubemu sodelavcu in prijatelju, tovarišu zelenemu že od 80 let naprej, da smo ljudje, angeli z eno perutjo. Zato lahko letimo
samo objeti. Skupaj, medgeneracijsko, z vero in zaupanjem, gremo naprej, Vesna! Hvala. Naslednji gost se nam bo prav tako pridružil preko povezave. Je prvi predsednik Zelenih Slovenije, geograf in ekolog, aktivist, dosleden borec za varstvo okolja, gospod Dušan Plut. Lep pozdrav vsem skupaj. Manca, hvala lepa, ker se mi prihranila 2-3 minutke, da bom lahko mogoče 5 minut povedal tisto, kar sem si zapisal, ker če ne bom imel predavateljsko vzgojo. Najprej vam čestitam ob ustanovitvi Vesne zelene stranke. To pomeni, da se je danes za vse okoljsko in solidarnostno čuteče državljanke in državljane Slovenije zgodil poseben dan. Na spolski politični parket Slovenije po več kot 30 letih, tudi tokrat s podporo evropskih zelenih, končno ponovno vstopate prave okoljevarstvenice in pravi okoljevarstveniki. Kalili ste se v številnih napornih, konkretnih civilno-družbenih okoljskih bitkah in akcijah. Vaš motiv za nehvaležno delo na političnem polju ni osebni, na primer finančni interes ali celo maščevanje. V odločujoči politiki želite še z drugimi demokratičnimi mehanizmi nadaljevati vaš okoljsko-podnebni in socialni boj, skrb za skupno dobro. Zlasti zato vam želim ob vaši osebno težki in pogumni odločitvi izreči vso podporo. Če sem vam s svojimi sugestijami in nekaterimi predlogi pri pripravi programa pomagal, mi je to veliko osebno zadovoljstvo. Kot vaš dobronamerni kritični simpatizer vam srčno želim, da ne ponovite naših strateških napak pri ustanovitvi Zelenih Slovenije. Tako kot je moj kolega Matjaž Švagan, ga lepo pozdravljam, bil samokritičen, bom tudi jaz. Namreč tudi sam takrat nisem dovolj odločno vztrajal, da bi bil naš program nedvomno dovolj jasno in tudi izven okoljskih polj, izrazito napredno, socialno in solidarnostno zasnovan. Naj vam torej, Vesni, iskreno, brez fige v žepu, priključijo in vas podprejo zgolj tisti, ki se z vašim programom tako rekoč v celoti strinjajo. To je predpogoj, da se vam ne bo zgodil scenarij pretežno ideološkega razpada takrat obetavnih Zelenih Slovenije, ki smo dobili v slovenskem parlamentu 9% glasov, kar je bil takrat evropski unikum. Vaš program je okoljsko-podnebno odgovoren, protijedrski in odrasno zasnovan gospodarski, ekosocialni razvojni načrt za Slovenijo. Njegova uresničitev bi omogočila ohranjanje njenih temeljnih bioloških podstati preživetja, učinkovito ohranjanje izjemne geografske in biološke pestrosti. Program, kar je zelo pomembno po mojem mnenju, predlaga tudi že omenjene nove mehanizme socialne varnosti za vse prebivalce in prebivalke. To je procesno uveljavljanje univerzalnega temeljnega dohodka ali pa procesno uveljavljanje brezplačnih univerzalnih temeljnih storitev in dobrin, kar je po mojem še boljša pot. Poudarjate pomen kakovostnega in javnega zdravstva ter izobraževanja. Poudarek je na javnem izobraževanju. Ob skrbi za varno in zdravo prihodnost naših otrok omogoča vaš program doseganje dostojne, a zmerne, poudarjam, zmerne blaginje za vse in v vseh slovenskih pokrajinah.
Vesni kot zeleni stranki v nastajanju, se je njeno mesto na mavričnem političnem zemljevidu Slovenije žal začelo določati že vnaprej, tudi na osnovi, moram biti odkrit, kot sem prej rekel, nekaterih nerodnih, nedorečenih, pa tudi iztrganih izjav. Nekateri novinarji in del kritične javnosti so začeli Vesni pripisovati celo možnost povolilnega političnega zavezništva, naprimer tudi z SDS-om. Odgovor Vesne takim in podobnim sodbam je v danes predstavljenem programu popolnoma jasen in nedvoumen. Naj ga dobesedno citiram. S političnimi strankami, ki ogrožajo temeljne podstati demokracije, zato ne bomo sodelovali pri oblikovanju političnih zavezništev ali drugih oblik skupnega političnega delovanja. V Sloveniji se je v zadnjih 2 letih demokracija začela spreminjati v avtokracijo. Kot nekdanji član prvega demokratično in neposredno izvoljenega predsedstva Republike Slovenije sodim, da je po 32 letih več kot skrajni čas, da vsi osamosvojitelji svoje mesto končno prepustijo novi generaciji politikov, saj vse bolj spominjajo na prav tako nekoč večne vodilne partijske kadre. Upam, da bo vaš program za zeleno, socialno in solidarno Slovenijo na aprilskih volitvah v ustrezni meri bodo podprli tudi volivke in volivci. To zaupanje strank in predvsem volivk in volivcev si glede na vaše dosedanje nesebično javno delo za družbeno blaginjo, za blaginjo ekosistemov Slovenije in planeta resnično zaslužite. Želim vam vse dobro in naj dodam še nekaj vašim najdražjim, ki vas bodo zdaj še manj videli kot do sedaj, pa želim predvsem veliko razumevanja in potrpljenja. Naj živi Vesna. Hvala, Dušan. Za izjavo podpore se nam je oglasil tudi pisatelj in urednik Vlado Žabot, ki nam sporoča. Pravi pa takole. V Sloveniji dovolj dobro vemo, da je treba preseči politični razkroj. Povzročajo ga izprijenosti, ki so razgaljene in prepoznavne. Toda slovenski politični čas se zaradi sedanjih razmer in starih obrazov ne bo ustavil. Prihajajo novi rodovi, novi obrazi, ki jim za bodočnost ni in ne more biti vseeno. Zato jim iskreno izrekam podporo in pozdravljam ustanovitev Vesne zelene stranke. Urša, kaj imaš malo steklene oči? Kakšni so razlogi za to? Lepo je napisal. Hvala torej vsem za lepe in spodbudne misli. Vam, Urši in Urošu, ter ekipi se že mudi na teren. Ja, taki so delajo, čaka jih naslednja akcija, katera, kje, kdaj, kako, bomo pa videli spet na platnu. Zastavo zapičim v spodnji Savinjski dolini, kjer želijo po najbolj rodovitni zemlji zgraditi avtocesto.
Ljudje so smeti metali po hribu navzdol in tega ni še nihče spucal, zdaj pa smeti počasi lezejo v reko Idrijo. Tako lahko rečemo, Vesna je tu. In Vesna gre v akcijo. Pridružite se. Vesela bo vaše vsakršne podpore in sodelovanja, pa naj bo to mnenje, spodbuda in ali finančna podpora. Ker tudi vi ste Vesna. Če želite zeleno prihodnost, seveda. Topel srčen pozdrav in zahvala vsem, ki ste bili z nami prek spletne povezave. Iskrena hvala vsem, ki ste ustvarjali zgodbo današnjega dne. Se vidimo na delu.